In v gradbeništvu so te pritiski lahko zelo veliki. Tudi finančni. Zato, ker mi se lahko zelo hitro pogovarjamo, da je to, naprimer, ne vem, v tvojem primeru, a ne, recimo panoga, mislim, ti nimaš materialov, strojev, imaš svoj čas in pa če ga ne unovčaš dobro, oziroma če nimaš dovolj klientele, kaj v najslabšem primeru boš zapreš, če imaš pa ti, ne vem, leasing za kamion, bager, toliko in toliko orodja, toliko in toliko podpisanih projektov, toliko in toliko pobranih avansov, ti ne moš kar reči, da imam pa jaz tega dost, pa bom zaprl, pa grem. Ne, zato ker si že obligiran in v gradbeništvu ti zelo hitro prideš na številke, ki jih ti ne moš kar jutri pričarati. A ne. Plus tega, da se moraš zavedati odgovornosti, sploh tam, ko se dela z avansi. A ne. Ti ta denar že dobiš, a ne. Ti moraš biti do njega ekstremno odgovoren. To ni tvoj denar. Je pa na tvojem TRR-ju. In ti si odgovoren. No. In vse te stvari lahko zelo hitro pripeljejo do tega, da nekdo čudi, da je edina rešitev to, da vse skupaj ugasne.